Če vam povem, da sem v Šibenik prvič prišel peljati novo Toyoto z oznako Krona, vam najbrž nisem kaj dosti povedal, ne? In ne, ni Toyota Crown, ni Corolla, niti ni Corona, vse troje namreč pomeni Krona. Toyota Camry je nova. Oznaka pa dejansko izhaja iz japonske besede Kanmuri, ki pomeni krona. Se mi je zdelo najstarejše hrvaško obalno mesto s temi številnimi trdnjavami kar primeren kraj za ta avto, ne? Mislim, moram pohvaliti mesto, če mi Hrvati slučajno prisluškujejo, pa da ne bo zamer. Camry se je pri nas že prodajal, potem pa je pred 14 leti izginil iz Evrope. No, sedaj je nazaj in tale je narejen že na novi Toyotini platformi TNGA, na kateri je recimo tudi Prius. Toyota že nekaj časa nima Avensisa in ena takšna velika limuzina je v ponudbi manjkala. Camry je s 4,9 metra celo večji model, predvsem pa bolj premijski. Zunaj že z vsemi temi režami deluje nastopaško, no znotraj pa je v bistvu vse v pridihu prestiža. S to imitacijo lesa okolje najprej deluje zelo uglajeno, mogoče celo malce rustikalno, ni najboljši izraz, ampak potem tile dodatni elementi, predvsem ta velik zaslon, izravnajo vse skupaj in poskrbijo, da je notranjost tudi moderna. Si pa kar predstavljam, da bo tukaj notri najbolj pasal nekdo v srajci in kravati, tako mondeno deluje vse skupaj. In tamle zadaj boste celo visoki, res udobno sedeli. Mimogrede, če kakšnega direktorja skrbi, da njegovi poslovni partnerji ne bodo tamle zadaj dovolj razkošno sedeli, ni bojazni, je prav prijetno. Ta generacija Toyota Camry se v Ameriki prodaja že 2 leti, po tem času so jo prenovili, no in takšna je sedaj zapeljala tudi na naše ceste. Čeprav gre v bistvu za avtomobilski segment, ki počasi, ampak vztrajno izginja, te klasične limuzine nimajo več toliko kupcev kot včasih, ima v bistvu ta avto kar nekaj adutov, zaradi katerih mi je že takoj všeč. Še najmanjši adut se mi dejansko zdi ta notranjost, ta plastika je vseeno malce ameriško cenena, sicer pa že sedeži so fajn in vse ostalo tudi. Pod pokrovom tega avtomobila sta 2,5 litrski bencinski in elektromotor, kombinacija je dejansko enaka kot v Toyoti RAV4, hibridni sklop pa potem preko sprednjih koles na ceste spravi 160 kW moči, to je 218 konjičkov. 8,3 sekunde potrebuje do 100 in pri tejle vožnji vam povem, da več sploh ne potrebujem. Zmogljiv se mi zdi čisto dovolj, predvsem pa lahko pohvalim vozniško tišino, kakšnih 95% časa se vozim v čisti tišini, pri dizlih smo kar navajeni na tisto nenehno brnenje, samo ko takole močno pohodim plin, v bistvu ta bencinski motor malce neprijetno zagrgra, ampak to je mogoče res vsega 5% vožnje, sicer pa čista tišina. No in tudi poraba goriva je po 150 prevoženih kilometrih točno 5 litrov, manj kot bi bila poraba pri kateremkoli dizlu tega segmenta. Vozniško je pač klasična limuzina, kjer je udobje na prvem mestu in prav je tako. Je pa po drugi strani občutek na volanu vseeno zelo dober, tako da sem kar prijetno presenečen in takole malce hitreje odpeljani zavoji sploh niso noben problem. Jasno je, da se Camry najbolje počuti pri umirjeni vožnji, takrat vas bo navdušil z udobjem, na avtocesti je recimo odličen in namembnosti primerno se tudi pelje, vseeno pa poudarjam, da je presenetljivo fin tudi takole. Drugega razen hibrida ne bo v ponudbi, če vas slučajno to zanima, cena pa od 30 € naprej. Moram bolj potih povedati, če slučajno kdo prisluškuje, pa da ne bi na Hrvaškem hoteli imeti enake cene.